1 milijon naročnikov. Komaj verjamem. Da proslavimo to neverjetno prelomnico, vas peljemo na avanturo življenja na veliki koralni greben. Lovili in kuhali bomo svojo hrano, da preživimo v tem osupljivem naravnem čudežu. A to še ni vse. Delil bom zgodbo o tem, kako se je to potovanje začelo. Vzponi, padci in trenutki, zaradi katerih je bilo vse vredno. Potopimo se v divjino, proslavimo sanje in počastimo vas, skupnost, ki je to omogočila. Wow, to je res neverjetno. Plujemo proti temu otoku. Gremo. Pravkar smo pristali na tem otoku, fantje. Fantje, to ni navaden video. Danes je pravzaprav posebna epizoda ob milijonu naročnikov. Čakal sem, da se vrnem v Avstralijo, da se vam resnično odprem in povem, kako sem dosegel milijon naročnikov, kakšno je bilo moje življenje pred YouTubeom in kakšno je zdaj. Torej, v današnjem videu se bomo podali na lov za zakladom. Jaz in vi bomo raziskovali nekaj različnih predmetov, ki so v bistvu oblikovali mojo pot do tega, kjer sem danes. Upam, da vam bom s tem, ko vam to pokažem, dal boljši vpogled v svoje življenje, vas navdihnil in pokazal, da je sledenje svojim sanjam res edina prava pot. Raziskovali bomo ta čudovit, nenaseljen otok tukaj na velikem koralnem grebenu v Avstraliji. Pravzaprav smo na največjem grebenu na svetu in enem najlepših krajev sploh. In fantje, spet sem doma v Avstraliji, stari. Na to odpravo nismo prinesli nobene hrane, zato res moramo kaj ujeti, raziskovati in z vami deliti noro zgodbo. O moj bog, fantje, poglejte, ravno sem hodil po plaži in poglejte to. O, ti lepotec. Nočem se ji preveč približati, ker je nočem motiti. Kar počne zdaj je, da dejansko leže jajca, fantje, tukaj na tej plaži. Pridejo gor, običajno pridejo po noči, ampak zdaj je dejansko prišla gor sredi dneva. To je res neverjetno, stari. Ena izmed najbolj cool stvari pri teh želvah je, da si dejansko zapomnijo točno, kje so se rodile in se vrnejo na isto mesto, ko so starejše, da izležejo jajca. Neverjetno je, kako lahko te živali raziskujejo odprto morje in točno vedo, kje so se rodile. Vrača se, da izleže svoja jajca, tako kot je to storila njena mama pred njo. Wow, to je čudovito. In to bo ena izmed najbolj cool stvari, ko bomo gledali te želve, kako pridejo na plažo in izležejo jajca. Komaj se premika, je zelo sproščena. Ne bom se je dotikal ali se ji celo približal. V redu, umaknili se bomo od nje in ji pustili, da opravi svoje. Upajmo, da bo izlegla nekaj čudovitih malih želvic. Se vidimo kasneje, lepa mamica. Tole se zdi kot popolno mesto, da se ustavim in razkrijem prvi predmet, ter vam povem nekaj o svoji zgodbi. Gremo. Čas je, da razkrijem prvi predmet tega potovanja, fantje. In to je ta stvar tukaj. Morda izgleda kot katerikoli drug GoPro, fantje, ampak ni. Ima posebno SD kartico v sebi. In v bistvu, fantje, to je bil prvi GoPro, ki se je kdaj dobil. In to je bil pravzaprav tista iskra, ki je zanetila mojo ljubezen do snemanja narave in vsega, kar počnem tukaj na Offshore Tales. In ta prvi GoPro mi je bil dejansko podarjen, fantje. Ko sem dobil ta GoPro, je bil pravzaprav moj rojstni dan in nisem imel pojma, kaj počnem. Niti nisem vedel, kaj so GoPro-ji. Pravzaprav sem mislil, da so takrat malo čudni. Tako, ker sem ga dobil, sem bil nekako v dvomih, če bi sploh uporabljal to kamero. In zgodilo se je, fantje, da sem jo začel uporabljati. In takrat nisem bil dovolj samozavesten, da bi se postavil pred kamero. Zato sem začel snemati te surferske videe iz prve osebe. No, zgodilo se je to, fantje, da sem dejansko posnel en val, ki je bil res nor, čudovit sončni zahod in zdaj vam ga bom predvajal. No, potem, ko sem objavil tisti posnetek vala, fantje je dejansko dobil veliko pozornosti na spletu. In GoPro me je dejansko kontaktiral in so rekli, Vejt, ta video nam je zelo všeč. Radi bi ga delili in radi bi ti plačali $500, ter ti dali še en GoPro. In jaz sem bil kot, kaj mislite s tem? Pravkar sem zaslužil $500 s tem, kar rad počnem. In to je bil dobesedno začetek vsega. Zato bi se rad res zahvalil GoPro. Ti si dobesedno prva oseba, ki mi je kadarkoli dala kakršenkoli denar in mi omogočila, da recimo živim ta način življenja in počnem to, kar počnem. To tukaj je bil prvi košček sestavljanke. In dobim kurjo polt, ko govorim o tem človek. Brate, že se mi orosijo oči, neverjetno. Če ne je bilo tega, nikoli ne bi začel vsega, in ne bi imel samozavesti, da začnem to potovanje. Hvala, GoPro. Prekleto, brate. Obljubil sem si, da ne bom jokal v tem videu, ampak ja,
To je to. Zdaj bomo vzeli to kamero, fantje, odpravili se bomo proti čovnu in začeli potovati ob obali. Nič več solz. Od zdaj naprej samo solze sreče. Zdaj, fantje, to je šele prvi košček sestavljanke. Toliko več vam moram še razkriti o svojem življenju in kako sem prišel do te točke. Zato ostanite z mano in skočili bomo na čovn. Gremo loviti ribe. Gremo. V redu, skočili smo na čovn, zapustili smo jih za otokom, gremo proti obzorju, bomo videli, če bomo ujeli kakšno ribo. Ojoj, vem, pravkar so padli s čovna. In tudi, če lahko dobimo kakšno hobotnico, ni šans. Evo ga, kaj pa zdaj? Imamo 2 želvi. Se šališ. Parita se. Poglej ju, postajata kar divja. Poglej ju, se šališ. Pustili ju bomo. Malo čudno je gledati jo med parjenjem. Ni slabo, če mene vprašaš. Opa. Opa, to je res noro. Pravkar sva našla to noro mesto tukaj. Polno je jam, kristalno čista voda, pravkar sva tukaj opazila neki morskih bogomolk. Tako da bomo skočili v vodo in videla, če lahko najdeva kaj zanimivega. Upam, da bomo našla kaj za jest. Gremo. Poglejte, kakšne razmere so trenutno. Neverjetno je. Videli ste, pravkar sem se potopil in ustrelil to čudovito ribo, ki ji pravimo Mojzesova ostriška. Po mojem mnenju je to ena najboljših rib za jesti v oceanu. Sorodna je mangrovskemu ščuku. In ta tukaj je res lepe velikosti. Trenutno imamo res odlične razmere. Neverjetno je. Poglej to bo najino kosilo. Imeli bomo še več, ker bomo danes po noči dejansko to borili na grebenu, fantja. To je naš načrt napada. Torej, to je verjetno dovolj za kosilo, če sploh. Morda bom moral ujeti še eno za kosilo. Požrem veliko hrane. Poglejte današnji dan. Res se začenja. To je gotovo. Gremo, draga. Poglej mlečno ribo. Noro! Poglej, kakšna je vidljivost zdaj. Ej, brezposelni prijatelj torkovega dne, draga. Wow, ribe so tukaj. Kjere so to? Tam zunaj? So? Vidiš tiste? Prav, tukaj je dobesedno največje jato rib, ki sledi čovnu. Skočil bom noter in hitro pogledal. Opa. Tu tam je v resnici iztrebek morske kumare, zgleda noro. Pravkar sem parkiral v tej modri laguni. Veste, da smo malo prej ujeli to čudovito ribo, fingermark. Prav to bomo zdaj imeli za kosilo. Hiter obrišem fileje, tam za glavo. Pridi čisto dol. Prelepo, Philips? Prav, to je zagotovo najboljši kraj, kjer sem kdaj filetiral ribo v svojem življenju. Odnesli jih bomo na zadnji del čovna in jih pripravili. To bo naše kosilo. Poglej tukaj morskega psa. Takoj pod nami. Hej, poglej ga, poskuša pojesti ostanke ribe. O, vidiš lahko ostanke ribe. Poglej ga, vidiš to? O, poglej to. O, poglej ga. Pobral je. Pravkar smo narezali našo ribo na te majhne trakove, lahko vidiš.
vrzi to na desko za rezanje tukaj. Tukaj imamo čebulo, imamo paradižnik, imamo avokado, kumaro, imamo ribo, ki je bila praktično pripravljena zadnjih 15 minut. In imamo malo začimb za taco na vrhu. Gor damo še kup omake, vzamemo koruzni čips, kot je ta, in potem kar zagrabimo, pojej to. Smo v Modri laguni in jemo svežo ribo, ki smo jo ujeli pred 5 minutami, okoli nas pa krožijo morski psi. Kaj bi si še lahko želeli? To je noro. Pravzaprav sem samo plaval za čolnom, zagotovo nisem opravljal potrebe v vodi. Pogledal sem dol in videl veliko jamo in kup rib. Tako da bom vzel podvodni lok in puščico, skočili bomo v vodo in poskusili ujeti kakšno ribo za popoldanski prigrizek. In ja, moj želodec se zdaj počuti veliko bolje. Tam spodaj je bilo res noro. Ustrelil sem tisto ribo, pa mi je dejansko ušla. Sej ste videli. In potem so prišle tiste velike koralne postrvi, pa sem jih res zgrešil za las. O moj bog. No, fantje, moj drugi predmet je tukaj. Morda se sprašujete, zakaj za vraga nosiš kravato, ko si sredi oceana? Fantje, to je bilo včasih velik del mojega življenja. Pred približno 2 letoma sem zaključil študij prava. Takrat sem bil na univerzi v Avstraliji in študiral, da bi postal odvetnik. Ampak se spomnim, sedel sem v odvetniški pisarni, kjer sem delal, in samo gledal sem skozi okna na najlepše dni sploh. Kot tisti najlepši sončni dnevi, res noro, brez vetra, brez ničesar. In sam razmišljal sem pri sebi, kaj za vraga sploh počnem tukaj noter. Joj. In spomnim se, da sem hodil v pisarno v temi in sem po zimi dobesedno odhajal v temi. To je bilo res najhujše. In imel sem to noro sanje in spomnim se, da je bil vsakokrat, ko sem bil v službi, moj popolnoma drugje. Samo poslušal sem podcaste. Bil sem toliko obseden s tem, da bi te sanje postale resničnost. Ampak takrat preprosto nisem imel dovolj samozavesti. In ja, fantje, to je bil v resnici velik del mojega življenja, ko sem študiral za pravnika. Pravzaprav sem ta študij tudi zaključil. In takoj, ko sem zaključil ta študij, sem staršem rekel, da bom sledil svojim sanjam. In ko se je to zgodilo, fantje, sem se dejansko preselil na povsem novo lokacijo na drugo stran Avstralije. In od tam naprej se je vse začelo dogajati. Ena stvar, ki se spomnim iz dela v pravu, fantje, je bila delovna etika, ki sem jo razvil. In to je bilo v bistvu samo to, da sem počel nekaj, kar sem dobesedno sovražil. In samo vedel sem, da če najdem nekaj, kar resnično obožujem in uporabim isto delovno etiko, bom zasijal, ker sem počel nekaj, kar sem sovražil, pa sem vseeno garal kot nor. In to je bil, del poti. Moral sem razviti to delovno etiko, da bi jo potem lahko uporabil pri nečem, kar res obožujem. Tako da, če ne je bilo tega, da sem kot ta poba opravljal pravo suženjsko delo, gledal skozi okna v najlepše dneve in si mislil, kaj za vraga delam tukaj, ko sedim za to mizo in berem o težavah nekoga drugega.
človek ne bi sledil svojim sanjam. Tako da hvala tej kravati, ampak človek, tole dam zdaj dol. Dajmo to stran, tega ne bom več nosil. Mimogrede, fantje, vem, da je med vami veliko takih, ki počnete nekaj, kar vam v tem svetu ni všeč. In samo želim, da veste, da obstaja izhod, obstaja priložnost. In stvar je v tem, da moraš res preizkusiti veliko stvari, da ugotoviš, kaj ti je všeč. Veliko ljudi pride do mene in reče, ved, kako si ugotovil, da ti je to všeč? In jaz jim vedno rečem, da je to kot iti v restauracijo in te nekdo vpraša, kaj ti je najbolj všeč na jedilniku, še preden si sploh kaj poskusil. Pojdi in preizkusi nekaj različnih stvari v življenju. Potem lahko ugotoviš, kaj ti je res všeč. In potem postaneš obseden s tem, se učiš in postaneš najboljši v tem. In tako to narediš iz tega svoje življenje. In trenutno sem res blagoslovljen. Človek, dajmo odstraniti to kravato, sploh je nočem več gledati. Prav, fantje, pravkar smo imeli eno najbolj cool izkušenj v Modri laguni. Kar smo naredili je, da smo šli še malo dlje, tukaj smo na robu grebena, tukaj se globina iz 2 metrov dobesedno spusti na 25-30 metrov. In kar bom naredil je, da bom skočil noter s tem topom, da vidim, če lahko ujamemo kakšno špansko skušo ali kakšno pelagično ribo s tem hudim pripomočkom. Prav, gremo, stari, poglejmo, kaj lahko naredimo. Ja, stari, ja. Poglej tole. To je čudovit koralni škarpen. Videli ste, da je prišel naravnost proti meni človek in sem ga dobesedno nameril in ustrelil. Videli ste, da me je potegnil naravnost do svoje jamo, ampak imel sem srečo, da sem ga uspel izvleči. To je velik koralni škarpen. To mora biti ena izmed najbolj okusnih rib v oceanu. Torej, ta gre zagotovo v hladilnik, 100%. Ja. Ja, stari. O, poglej to. O, moj bog. Tukaj imamo prekletega morskega psa. Prihaja, da nas preveri. To je to za nocoj. Ravno smo pripluli v laguno. Dejansko bomo danes ponoči spali na čovnu, tukaj na velikem koralnem grebenu v laguni. Zunaj so ogromni oblaki in močno dežuje. Torej, držimo pesti, da to ne pride proti nam, ker imamo sicer neko pokrivalo na čovnu, ampak nimamo ničesar za stranice. Če bo deževalo strani, bomo dobesedno premočeni. Ampak zdaj bomo vzeli nekaj rib ven in bomo preprosto uživali v sončnem zahodu, pripravili eno noro pojedino tukaj na velikem koralnem grebenu. Dejansko bomo ribarili celo noč, poslušali glasbo in se preprosto noro zabavali. Kako se ti to sliši, brat?
Sliši se dobro, stari. V redu, fantje pripravljajo vse spredi, poskušamo dobiti neki sence ali pokritja, ker se tista nevihta tam zunaj vedno bolj približuje. Mislim, da nas bo malo pozneje pošteno namočilo. Trenutno se dobesedno borimo s časom proti tej nevihti. Vidite, lahko prihaja zelo hitro, je res divja. Pokazal vam bom, kakšna je situacija pri nas. Tukaj pečemo ribe. Indi poskuša ugotoviti, kje za vraga bo danes spal. Spal bom tukaj spodaj, stari. Greš dol sem. In tukaj smo naredili te burite, vidite lahko, ampak naši sestavine nam dobesedno letijo povsod. Imamo solato, ser in tudi čebulo. Samo upamo, da nas ne bo popolnoma razbila nevihta, ampak lahko vidite, poglejte veter. Dejansko zdaj močno piha, kasneje bo še bolj divje, to je zagotovo. Hitro ga bom obrnil. Trenutno sva dobesedno popolnoma slana in opečena od sonca. Ravno sva se o tem pogovarjala. Na laseh se nama dobesedno delajo kristali od soli, ki se je posušila. Mislim, da bi lahko dobesedno stresla sol z las na ribe in jih začinila. Kaj praviš? Verjetno bi šlo. Verjetno bi šlo. Dajmo to narediti. Poglejte si tole tukaj, fantje. Čudovita koralna kirnja. Primite to burito, zavite jo. Lotimo se tega in počakali bomo, da nevihta mine. Nekaj posebnega je v tem, da ješ svežo ribo, ki si jo ujel pred pol ure ob sončnem zahodu na modrini. Ilaj mi je pravkar vzela burito. Zato živimo, človek. Pokazali vam bomo, kje trenutno spimo. Pokaži nam, kje spiš, brat. Tam čez. On je dobesedno tukaj gor. Tukaj imamo zgornjo posljo in potem sem dobesedno na tem vreči za sedenje tukaj spodaj. Mi slabo, ne? Če sem iskren. Spal bom na tej vreči za sedenje. Moja hrbtenica bo verjetno zjutraj kot origami, ampak veš, tako pač je. Naravnost k kiropraktiku, ko se vrnemo. Vidimo se jutri, na vse zgodaj, fantje. Upam, da bomo preživeli to nevihto. In če me sredi noči udari strela, vam bom sporočil. Dobro jutro, fantje. Zbudili smo se na grebenu. Poglejte tole. Imamo res nor sončni vzhod prav zdaj in ni boljše, da kot se zbuditi na vodi. Prav zdaj. Ta tip je zasedel ves prostor prejšnjo noč. Jaz sem imel praktično samo ta majhen kotiček tukaj spodaj. Tako je prav, poredni kotiček. V redu, zdaj se pripravljamo. Imam eno stvar za povedati, draga. Danes je res slab dan biti riba v 100 miljah okoli nas, ker prihajamo po vas, barabe. Gremo, pripravljamo se, urejamo vse. Kako ti gre spredi, brat? Urejaš stvari? Bodi koristen, fant. Predstavljaj si, da si v službi, v sredo. O moj bog, ravno zdaj. Poglej to. On je neumen. Morje je popolnoma mirno. Iskreno, to so sanje. Sonce vzhaja nad obzorjem. Mislim, da bomo šli proti otoku, ker vam moram nekaj povedati in komaj čakam. Recimo samo, da bi zdaj lahko bilo bolj vetrovno. Verjetno lahko v ozadju tam vidite čoln. Sprehodil se bom po tem otoku, ker vam želim povedati nekaj stvari. Trenutno vse skupaj samo sprejemam, zahvaljujem se Bogu. Recimo samo, da je občutek dopamina drugačen, kot te skoraj napade morski pes. Ne vem, če ste videli, kaj se mi je zgodilo včeraj, ampak napadel me je morski pes. Zdaj vam bom predvajal ta posnetek. Tako da res imam srečo, da sem po vsem tem še živ. Dopamin in hvaležnost sta povsem drugačna, ko veš, da bi lahko bil mrtev. Tukaj smo sredi ničesar. Torej, če bi se mi kaj takega zgodilo, da bi me ugriznil v mečo ali nogo, bi dobesedno izkrvavel in umrl. Ni možnosti, da bi dobil kakršnokoli pomoč. V redu, pristajam prav tukaj, fantje. Pred nami je res čudovit dan. Ampak to, kar počnem, je, da skušam iz sebe izvabiti čim več čustev. Resnično se vam želim odpreti in deliti nekaj o svojem življenju. In to je zame težko, ker moram obuditi vse te stvari in občutke iz preteklosti, kako sem prišel do tega trenutka zdaj. Torej, globoko vdihnite
Lotimo se tega, kaj ne? Prav, imam eno stvar na hrbtniku, ki sem jo že dolgo želel deliti z vami. Morda ni videti kot kaj posebnega, ampak za tem se skriva velika zgodba. Ta predmet tukaj predstavlja ogromno v mojem življenju. In tako kot cvetlica mora začeti kot seme, nanj mora pasti zemlja, da lahko vzklije, zraste in postane ta čudovita stvar tukaj. In fantje, skozi svojo pot, kot veste, ko sem zaključil univerzo in študiral, da postanem pravnik in vse to, sem dejansko imel ta načrt in to je bilo majhno seme. In načrt je bil, da moram iti v drug del Avstralije in začeti snemati videe, začeti uporabljati te stvari, začeti gojiti svoj vrt. In medtem, ko se je ta proces dogajal, fantje, sem imel toliko ljudi, ki so dvomili vame, me sovražili in metali blato po meni. In v tistem trenutku sem imel eno odločitev. Lahko bi pustil, da me to potopi in uniči moje seme, ali pa bi zasijal skozi to, črpal iz vsega tega blata, vzel vlago in zrastel ter postal eden od teh lepotcev. Takrat sem bil praktično brezdomcev. Živel sem v prikolici za nekomovo hišo in vsak dan sem se zbudil ter bil obseden z YouTubeom. Samo učil sem se, kako delati videe, kako narediti boljše sličice, kako bolje govoriti pred kamero. Samo učil sem se vseh teh malenkosti. In med tem procesom sem imel v življenju samo eno dobro stvar. In to je bila zveza, v kateri sem bil takrat. Ampak vsak dan sem molil k Bogu, da bi me popeljal na pot, ki bi me pripeljala do mojih sanj. Kar je, da bi to lahko počel vsak dan. Tega takrat nisem razumel, da me je moral Bog zlomiti, da bi me pripeljal sem, kjer sem zdaj. Ravno sem končal fakultetni študij, ki ga sploh nisem želel študirati. Bil sem praktično brezdomcev, nisem imel denarja. Imel sem sanje in pravkar sem se razšel s punco. In v tistem trenutku sem se resnično počutil, kot da nimam ničesar na tem svetu, razen sanj, da postanem YouTuber. Preprosto sem stisnil zobe in si rekel, nimam ničesar, zato samo naredi to. Včasih imaš občutek, da se ti vse podira okoli tebe in da nimaš nobenega nadzora nad situacijo. Vse gre narobe. Ampak tega, česar ne opaziš, je, da mora drevo zgoreti, da lahko zraste novo. In to je v bistvu tisto, kar to predstavlja. Vem, da veliko izmed vas, fantov in deklet, doživlja razhode in v tistih trenutkih mislite, da se svet podira ali da se vam vse ruši. Ampak vedite, da obstaja večji načrt za vaše življenje. Ostanite močni, stvari se bodo zacelile in spet se boste pobrali, dragi moji. Znebimo se tega nočemo. Imamo pa še nekaj posebnega. Počakajte, tukaj. V redu, trenutno sedim tukaj, fantje, Jimbo je v ozadju. Danes je 14. januar in trenutno število naročnikov 5402. Pravkar smo dosegli 200,000 naročnikov. Rastemo za najmanj 10,000 na dan. Zadeva je popolnoma ponorela. Noro je pomisliti, da sem pred nekaj meseci praktično ničesar ne zaslužil z YouTube. Trenutna statistika. 692,000 naročnikov. Datum je nedelja 3. decembra 2023. Skoraj celo zadnje leto sem živel sam v Indoneziji, potoval naokoli in garal. In mislim, da če sem se letos kaj naučil na svoji poti, je to, da v resnici nikoli ni končnega cilja ali zaključne točke. Gre samo za to, da uživaš v celotni poti in ceniš vsako posamezno majhno zmago. To stvar imamo tukaj. V redu, pred nami je nov dan in tega lepotca bomo odpeljali na malo avanturo. Ampak najprej si poglejmo tole od YouTuba. Poglejmo si ga. Kaž? Wow, ta stvar je resnično čisto trdna. Poglej tole. Wow, človek. To je noro. Wade Poppenfuss, Offshore Tales, za doseženih 1 milijon naročnikov na YouTubu. In resno, fantje, to ne bi bilo mogoče brez vas vseh. In zdaj imam kurjo polt. Nočem se razjokati. Ampak res, hvala vam. To ne bi bilo mogoče brez vaše podpore od samega začetka. In toliko vas me je ves čas spodbujalo. In resnično imam občutek, da imamo najboljšo skupnost in družino na YouTubu. In res vas imam rad. Ves dan jo bomo vzeli s seboj na pustolovščino. Z nami bo. In imeli bomo nore trenutke. Pred nami je popolnoma nov, svež dan. Kar bomo naredili, je, da bomo skočili v čoln in vzeli to dekle s seboj.
To bo noro, prav, gremo. Juhu! Resno, komaj čakam, da ti pokažem, kaj bomo naredili z tisto stvarjo. O moj bog, fantje, poglejte to. Ravno sem opazil to stvar na obali. Tale punca je očitno zelo utrujena. Prišla je po noči, odložila jajca, nima več energije. Torej, kar je naredila, je to, da praktično sedi na robu vode tukaj in čaka, da plima naraste. Ko bo plima narasla, bo lahko dobesedno dobila brezplačno vožnjo nazaj v ocean in predvidevam še naprej uživala življenje. To tam je dejansko neverjetno, človek. Vidite, da nima nobene energije. Sploh je ne motim, sploh ji ni mar. Zato je nočem na noben način motiti. Pustili bomo, da počne svoje. Plima se zdaj ravno dviga, tako da bo popolnoma v redu. Prav. Obožujem želve. Tako je lepo. Pravkar smo prispeli na našo prvo lokacijo in tam spodaj zgleda res noro. Poglej to vodo, neverjetno je. Kar bomo naredili, je, da se bomo opremili, to bomo dejansko uporabili kot utripalnik. Če ne veste, kaj je utripalnik, ga bomo v bistvu uporabili za odsev, da bo videti kot riba ali nekaj podobnega, kot umirajoča riba ali jata vabe. In upamo, da bomo privabili kakšno ribo. Tale ti bo besen, stari. Verjetno se bo pod vodo razpadel, ampak Veš, vseeno bomo poskusili z njim. Gremo, stari. O, dejansko hoče plovc. Tako težko je potapljati se s tem. O, torej bomo nekaj dobili. O moj bog, uspelo nam je, fantje. Uspelo nam je ustreliti koralno postrv z zlato uro. Dobesedno sem se potopil z zlato uro in smo zadeli to koralno postrv. Pravzaprav je to res lepa, velika koralna postrv. Tako sem navdušen, ne morem verjeti, da je uspel. Poskušal sem jo uporabiti kot nekakšen bleščeči privabljalnik. Videli ste, poskušal sem privabiti kakšno jato drobnih rib. In ribe je to dejansko privlačilo. Tudi morski psi. Tako sem vesel, da smo ujeli tega lepotca. Uspelo nam je. V redu, ostala je le še ena stvar. Res se vam želim zahvaliti. Res ste mi spremenili življenje. Na zdravje za 1 milijon naročnikov, zdaj pa je čas za Palakija. Saj veste, kaj to pomeni. Gremo, prijatelji. Resnično vas imam rad. Se vidimo na naslednji divji avanturi. Verjetno bo spet kaj norega, draga.